Pozdravljeni, z vami sem Menka Marija in danes bomo govorili o stresu. Ja. Zanimivo je, da je po podatkih raznih raziskav dejstvo, da za 95% vseh bolezni je kriv stres. In pač v današnjem času rečemo stres je. So bile poplave, lansko leto je bila suša, je bil požar. Pridejo stvari, vedno je nekaj, zdajle se bo vsak čas šola začela in potem otroke enostavno pomede stres in dobijo takoj prehladna obolenja in rečemo, ja, shladilo se je, pa se najdemo vedno nek logični vzrok, zakaj so neke težave. In dejstvo je, da moramo razumeti, kaj dela stresni hormon v telesu in zakaj je za 95% vseh bolezni dejansko kriv stres. Moramo razumeti odziv telesa na boj ali beg. Se pravi, mi imamo naše oči zvezane s centri, ki so tako kot ene tipalke v možganih, ki se jim reče amigdala. Ta amigdala je v bistvu center za to, kar se prenaša iz vidnega živca, da zazna in poveže tudi s preteklimi izkušnjami, a je treba bežati, ko pride neka nevarnost, a je treba zmrzniti, a je treba počakati, v glavnem, in naše telo se tudi nauči na določene načine reagirati. No, kako lahko to vemo? Recimo, določeni zvoki lahko v nas avtomatično sprožijo nek odziv, rečemo, to sem se ustrašila, sem mislila, da je spet. Recimo, ne? Zaradi tega, ker določeni asociacije pritisnejo spet na isti center za beg ali za zmrzniti. No in v glavnem, ta center je podoben na ta način, ali pa recimo ta sistem v našem telesu je podoben na ta način, ko naše telo vidi, recimo medveda, če smo sredi gozda, takrat nimamo časa, da razmišljamo, a bilo treba zdaj bežati, aj boš, da počakam, mogoče se va pomenila s temule medvedom, mogoče pa ni toliko nevaren, kot mogoče deluje. Pač takrat se v našem telesu samo vzbudi nekaj in ta nekaj pobere glikogen iz mišic, to je zaloga energije, ki jo imamo pripravljeno vedno v mišicah, da lahko tečemo, in takrat samo odnevemo, odkje jemljemo energijo, beži in dejansko začnemo bežati. To pomeni, da se v bistvu cel mehanizem v našem telesu, kot zaznamo nevarnost, sproži se potem stresni hormon kortizol in vse ostalo, v glavnem, to je cel sistem. In zdaj, kaj se pa potem zgodi? Naprej so pa raziskave pokazale, da dejansko po doživetem stresu ni, da rečemo, vse je v redu in grejo celice tudi v normalno stanje. Pogosto celice zaradi mogoče pomanjkanja hranilnih snovi, da bi se popravila škoda, ostanejo v istem bojnem stanju in se ne zmorejo spraviti v prvotno stanje. In mislim, da to pomeni posttravmatski sindrom, ampak jaz nisem zdravnica, v glavnem to pomeni, po domače povedano za nas, ki nismo zdravniki, pomeni, da telo rabi nekaj časa, da pride k sebi po določenem stresu. No in to pomeni, da recimo, podoben je recimo, zdaj mi gre čez možgane, ne? Ljudje, ki jih je pičila kača, čeprav nisem tega jaz raziskovala, se menda bojijo tudi zvite vrvi. Ker prva asociacija je, kača, beži, a ne? No, zdaj pa moramo pogledati naprej, kaj dela stres v našem telesu, kakšne posledice pušča, in če se naše telo ne uspe spraviti v prvotno stanje, je pa potem to pomeni, da je telo neprestano v bojni pripravljenosti, da bo zdaj treba bežati, in to pomeni, da prednostno telo porablja vse vitamine in minerale, predvsem pa, kar je pa najbolj pomembno, da ta odziv, ko smo v stresu, zapre naše celice za obnavljanje. To je lahko primerljivo recimo srednjeveškim mestecem, pomislite,
lahko je tudi Škofja Loka nenazadnje, ali pa kakšno morsko mestece, recimo kot je Rovinj ali pa Korčula, Dubrovnik, kjer vemo, da so cela mesta bila obgrajena, ne, z obzidjem. Tudi Koper je na ta način krasno mesto z mestnimi vrati in tako naprej. Se pravi, če gledamo ta mesta, so bila narejena na ta način, da so, ko je bil čas, ko je bilo mesto napadeno, so se zaprla mestna vrata in vsi vhodi v mesto so se zaprli in vsi, ki so bili zmožni za boj, so šli pač na utrdbe in so branili mestno obzidje. No, dobesedno se tako dogaja v našem telesu. Ko naše telo občuti, da je napadeno, da je treba bežati, takrat ni čas za obnovo, takrat ni čas za popravilo, takrat ni čas za nič drugega, kot za treba je rešiti živo kožo. Ne? In predvsem, ker naše celice, če ne zmorejo iti nazaj v prvotno stanje, ostaja to ta bojna pripravljenost, in ko telo se ne spravi nazaj, povzroča ta bojna pripravljenost, da se pojavljajo bolezni. In temu rečemo, te bolezni, ki se pojavljajo, so avtoimuna obolenja. Zdaj pa poglejmo, katera so avtoimuna obolenja? Se pravi, demenca, živčnost, depresija, nervoznost, tesnobnost, anksioznost, potem multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen, sladkorna bolezen, kronično vnetje prebavil, gastritis, kronično vnetje, katerokoli vnetje v celem telesu, ali je to vnetje rame, ali je to vnetje kolkov, ali je vnetje kolen, katerokoli kronično vnetje je posledica kroničnega stresa. Lahko imate težave brez nekega vzroka, se v vašem telesu delajo določene zadeve, lahko se vam zgodi nespečnost, lahko imate tudi težave s tumori, lahko se vam pojavi rak na mehkih tkivih, lahko je povezan z tumorjem na hipofizi, pač. Dejstvo je, da bolezni je danes kolikor hočeš, pač diagnoz kolikor hočeš. No in ta avtoimuna obolenja, če jih mi želimo počistiti, je prva stvar, da moramo, ali pa zajeziti, moramo razumeti, kaj telo potrebuje takrat, ko smo v stresu. In prva stvar, kar telo porablja, je C-vitamin. 300 mg C-vitamina je ključno za začetek, da dodajate, boljš bi bilo 1000 mg dnevno, tako da jaz načeloma jemljem 1000 mg dnevno, ker C-vitamin je prvi, ki lepi celice skupaj, ki deluje kolagen skupaj, v bistvu deluje na kolagen, deluje na jasne misli, na vitalno telo. To je prvi vitamin, ki je najbolj pomemben izmed vseh, ker vpliva na to, da se tudi nastala škoda zaradi stresa začne popravljati. Zdaj pa naslednji vitamin, ki ga stres porablja, je pa B-vitamin. Zdaj, kako veste, da imate z B-vitaminom težave? Čeprav ni nekega razloga, vam vse gre na živce, vse preveč na glas, vse vam odmeva v glavi, lahko se vam pojavijo težave s kožo, lahko imate težave z nohti, suho kožo, na nosu se začne luščiti koža, ob nosu, za ušesi, spokana koža za ušesi in seveda rečete, ja, preveč sem bil na soncu, pa je to normalno. Ne vem, se najdete 1001 razlog, zakaj imate take težave. V glavnem, če zdaj samo pogledamo, recimo, izpadanje las, oslabelost mišic, občutek ohromelosti v rokah in nogah. Tako, da ti je en del kar ohromi, da ti zmrzne. Kako se že temu reče? Migrenski napadi z auro. Mislim, da je taka diagnoza. Recimo, tudi migrenski glavoboli je posledica kroničnega stresa, pomanjkanja B-vitamina in kdor ima ta kronični migrenske napade z auro, pomeni, da mu kar določen del obraza zmrzne, roke mu zmrznejo. In to je dejansko pomanjkanje vitamina B6. Preden začnete, ne vem, meditirati, pa ne vem kaj še, dajte prosim podpreti svoje telo s B-vitamini. Kaj bi jaz na vašem mestu vzela, če imate težave z izpadanjem las, oslabelost mišic,
tukaj berem iz knjige, ko imajo hormoni žur na 317. strani, napetost, potrtost, utrujenost, razdraženost, občutek ohromelosti v rokah in nogah, jaz bi vzela formulo 4. Absolutno. To je prva zadeva, ki jo potrebujete. Zdaj pa zakaj je različna od vseh ostalih B-vitaminskih pripravkov? Ker nima notri samo B-vitamine, ampak ima tudi vse ostale vitamine in vse ostale minerale, ker je 100% naravni izdelek in ker vsebuje olja iz pšeničnih kalčkov, tudi iz riževih pa iz sojinih kalčkov. In te kalčki pod prvo so najboljši naravni vir E-vitamina, ki povečuje prekrvavitev tudi možganov, ki recimo E-vitamin popravlja posledice stresa, poleg tega pa ta dobra maščoba nahrani celično membrano, da postanejo vrata v celico polprepustna. Kaj zdaj to pomeni? Da hranilne snovi grejo noter in odpadne ven. V bistvu, da nastane tako kot, vrnimo se na srednjeveško mesto, ta mestna vrata, če so dolg časa zaprta, ker je bilo mesto oblegano, se lahko zgodi, da postanejo zaribani panti. Se tako reče, da se razumete. In če zaribajo panti pri vratih, pomeni, reče se vodila po slovensko, da jih pač podmažemo z oljem. No, dejansko ta olje, ki podpre celična vodila na celičnih vratih, oziroma ki podmaže celična vrata, to so olja iz kalčkov. In na podlagi tega pride do boljšega izkoristka in dejansko hranilne snovi grejo v celico in odpadne ven. Prejšnji teden sem z eno gospo govorila, starejša dama, in ta gospa ima hude težave s slabokrvnostjo in sem prav rekla, rabiš formulo 4. Tukaj ne gre se za to, da ti jo jaz prodam, ker za eno škatlico se meni ne gre, ampak gre se za to, da vem, da ti bo pomagala. Zdaj pa zakaj bo pomagala pri tej gospe pri slabokrvnosti? Ker formula 4 vsebuje tako C-vitamin, ki je potreben za vezavo železa, kot železo, ki je tako potreben za tvorbo hemoglobina, kot naprej bakar in B12 vitamin, ki spet pomagata pri vezavi in na kaj pa vpliva, ko imate dovolj hemoglobina v telesu, je to voziček za železo in ker je, oziroma za kisik, in imate boljšo prekrvavitev možganov in se boljš počutite, imate več energije in v glavnem dela se nenazadnje karnitin. Karnitin je voziček, ki vozi odvečno maščobo na kurjenje, v glavnem in predvsem se dobro počutite. Vsi vemo, ki imajo slabo kri, so kot uvela roža. Tako. Brez življenjske energije, brez da bi, pač imajo občutek, da so mrtvi pri živem telesu. No, tako da v glavnem, v tem primeru, če ste v kroničnem stresu in če veste, da zdaj le s 1. septembrom vas čaka še več kroničnega stresa, kaj v tem primeru naredite? Prosim vas, vzemite za sebe formulo 4, ker boste videli, kako boste lažje šli čez to stresno obdobje. Ne bo vam šlo vse na živce, ne bo, da boste 2. september je, jaz sem pa že takole. Kje šele novo leto, ki bojo, ali pa krompirjeve počitnice. In za otroke, ki pa dobro veste, da jih vsakega 1. septembra, tam 1. do 7. že še gre, po 15. ste že na prehladih, dejte otroku Vitaskver. Kaj je Vitaskver? Podobna sestava kot formula 4, samo da je v obliki bombončkov. In vam povem, ko začnejo mamice, starši dajati Vitaskver svojim otrokom se tako dvigne imunski sistem, da dejansko pozabijo, kaj so bili to prehladi. Pač enostavno telo je bolj pripravljeno na obdobje, ko se dogaja več stvari. No, tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo samo še par znakov, če vam manjka B-vitamina, ker v bistvu B-vitamin je ključen pri stresu. Oslabelost mišic, zdaj berem za B3 vitamin. Nespečnost, raztresenost, razdraženost, preobčutljivost dlesni, prebavne motnje, lahko se pojavijo driske, slabokrvnost, nasplošna oslabelost mišic, spremembe na koži, utrujenost. Potem, če vam manjka B1 vitamin, ker v bistvu tudi ta vitamin kuri stres, slabo celjenje ran, nizek prah bolečine,
izpadanje las brez razloga. Pa reče, nekaj je narobe z mano. Ja, lejte, stres vas je mečkan spravil v kronično stanje in pač nimate hranilnih snovi za obnovo. No, ravno tako v tej knjigi, ko imajo hormoni žur, lahko preberete, se verjamem, da jo vsi imate, a ne? V glavnem, res se vam splača, da pogledate, kaj lahko naredite, da boste pač zmanjšali stresni hormon. Veste, zdaj razmišljam čistko, vesela bi bila, če me podprete pri mojem delu. In sploh tisti, ki niste kupili niti ene knjige in niti enega vitamina in veselo spremljate moje videe in dobim vsake toliko časa komentarje, joj, Minka, tvoji nasveti mi pomagajo. Vi mi meni pomagali, iskreno vam povem, če pač kakšno stvar kupite od mene. Ker jaz od dobrodelnosti, razen to, da dobim pohvalo, pač ne morem plačati nobene položnice. Pač iskreno vam povem, a ne? Lepo, da vam pomagam, pa vesela bi bila, da se tudi energije malo uskladijo. No, zdaj pa gremo na stresni hormon. Če vas je stresni hormon začel močno napadati, pomeni, da imate lahko povišan krvni tlak, da se vam na splošno dvigne telesna temperatura, da imate velike težave s krči, da imate tudi čustveno ste zakrčeni in predvsem se vam ne tvori rastni hormon in hormon DHEA. In v glavnem, te dva hormona sta pa potrebna za obnovo, se pravi, čez dan se dvigne stresni hormon, ker nas dela žive, in potem je treba čez noč poskrbeti za popravilo. No in zadnjič na enem portalu berem o izgorelosti. Lejte, kdor presliši opozorilna znamenja, da je nekaj narobe v telesu, pa da je mogoče podhranjen, sebe pripelje do izgorelosti, mogoče je danes že kar mečkan moda reči, joj, jaz imam izgorelost. Tako, jaz sem zdaj zaradi tega boljši, ker sem pregorel. Pač ljube duše, dajte nekaj prej narediti za sebe, zaradi tega, ker če pripeljete sebe do izgorelosti, pa pomeni, da se res nimate tudi mečka ne radi in da ste vse rdeče zastave spregledali in da terate dalje in enkrat reče telo, pa halo, jaz se ne grem več. In te ustavi in ti da priložnost in vemo, da nekateri rabijo tudi 2 leti in več, da se spravijo k sebi. Pač, a rabite tako izkušnjo? Ne vem, veste, jaz, ko sem prišla do točke, da imam zakisano telo, sem se ustavila. Ker vem, da če se ne bi takrat ustavila, naslednji štadij je lahko pregoriš, lahko imaš raka, lahko imaš pač neko obolenje. In danes pri 53 letih mene ena stvar ne boli. Jaz se počutim mladostno, ampak res tako mladostno, ker pri 53 letih večina ljudi imajo neke starostne težave. No, in zdaj, če pogledamo, kaj nam še porablja stresni hormon. Stresni hormon poleg vseh B vitaminov, poleg E vitamina, nam tudi porablja zaloge A vitamina. Če vam manjka A vitamina, pomeni, da imate težave s plodnostjo, da imate težave z vsemi sluznicami v celem telesu, da imate težave s solzno tekočino, seveda se obstajajo kapljice, ampak vam manjka A vitamina, da imate lahko vnetje, neprestano vnetje nožnice, moški imajo lahko vnetje prostate, lahko imate neprestano tisto sluz, recimo v pljučih, ves čas se vam dela cmok in tako naprej. V glavnem, to je vse povezano s pomanjkanjem A vitamina. Potem naprej, stresni hormon vam porablja selen, recimo. Selen je mineral, ki ga dobite drugače v česnu, pa v čebuli. In če vam manjka selena, pomeni, da vam se ne dela glutation, to je pa v bistvu ena snov za razstrupljanje, in strupi ostajajo v telesu. Samo eno telo imate, pač ni da, če odvržete telo, pomeni, da umrete. In zakaj ne bi cenili to vozilo svoje duše, ker je to pač edino vozilo v tem življenju, ki ga imate. In vemo, da če v tem življenju se ne boste naučili ljubezni do sebe in poslušati svojih sporočil, boste rabili naslednje telo z naslednjo lekcijo, ki bo naslov Ponovi vajo. In boste spet imeli
življenje, ki vas bo vodilo iz ene drame v drugo in vi boste nemočno pluli skozi ta ocean. Veste, s čim bi lahko primerjali stres? Stres je tako kot razburkano morje. Vi imate ladjico in ste na razburkanem morju in ni da valovi grejo tako, ampak pride sunek z te strani, z te strani, z te strani. In v bistvu edina stvar je, da preživite. In če vidite, da se v vašem življenju dogaja tako obdobje, je res čas, da rečete, čakaj, zdaj imam pa dovolj, zdaj se pa umirim. In zdaj je še vedno poletje, še vedno je sonce, naužite se D-vitamina, zadihajte, ker potem, ko pride tam november, pa deževno obdobje, pa megla, pa mraz, a ne? Glejte, takrat v bistvu že samo telo rabi več hranil. Zdaj le poskrbite za sebe. In boste videli, koliko boste letošnjo jesen in zimo bolj lahkotno preživeli in koliko več energije boste imeli in kako boste dobro šli čez vse. No, v glavnem, za vse tiste, če vas mika, da vzamete ali prehransko dopolnilo, ali da vzamete knjigo, koda na moji spletni strani srečnoživljenje.si je zdravje za 10% popust. No, zdaj pa gremo še na kakšno sporočilo s kart prehodu na novo dobo. Se pravi, stvarnik za vse tele dušice, ki se učijo ljubezni do sebe, ki se učijo biti mirni v svojem telesu, kaj je ta trenutek pomembno sporočilo za njih. Da vidimo 3 sporočila za vas, prvo, drugo, tretje. Čas je, da opazite lepoto svoje duše. In predvsem, ker opazite lepoto svoje duše, ne dovolite več sami sebi, da se lepota vaše duše zmanjšuje. Naslednja je karma. Osvobajate se, svobodni ste. Osvobajate se starih vzorcev, ker tega ne potrebujete več. Čiščenje karme, karma je kurba, ampak je res. Naporno je, ko si sredi karmičnega čiščenja, ampak vsak ima svoje lekcije. In naslednja karta je čiščenje preteklosti. Osvobajam se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. No in prav čiščenje karme dejansko povzroča na celični bazi sproščanje strupov, vse to gre preko limfnega sistema in če vi razumete, kako deluje vaš limfni sistem, kako delujejo celice, boste prvo poskrbeli za to, da celično membrano odprete, da imate zadostno količino B-vitaminov, ki so topni v vodi, da se pospeši čiščenje limfe. Pa smo nazaj pri formuli 4. Zdaj vam pa preberem z knjigice Prehod v novo dobo. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo, k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo. Solze čistijo mojo dušo, vse je tako, kot je prav, zmorem. In ja, zmorete to, kar se vam dogaja, vse dobro vam želim in predvsem imejte sebe radi.